Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav in dobrodošli v oddaji Detektor. Pozdrav tudi našemu gostu v oddaji Detektor. Danes je naš gost Franc Juričan, eminenten, poznan gost, ki bo... Naš gost je, kot rečeno, izredno poznan, dobro poznan na Koroškem. Nekoč je bil pedagog, novinar, sedaj je direktor Ljudske univerze, javnega zavoda Ravne na Koroškem. Poznan je tudi po zavzemanju za Koroško. Kot posebnost pa lahko omenim tudi to, da je bil v nekdanji Jugoslaviji tudi najmlajši direktor, sploh na državnem nivoju. Skratka, tudi to je neka posebnost, ki zaznamuje našega gosta. Je študiral na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, potem je poučeval na srednji ekonomski šoli v Slovenj Gradcu, skratka, kasneje je prišel potem tudi za direktorja Ljudske univerze in seveda ta njegova karierna, poklicna in tudi sicer družbeno-politična pot ga je napravila za zelo poznanega in tudi uglednega občana. Seveda ne moramo tudi mimo tega, da je večkratni svetnik občinskih svetov in tudi to je potrebno povedati, da je bil v tistem prvem svetu občine Ravne Prevalje, ko se je konstituirala lokalna samouprava svetnikov občinskega sveta. Skratka, je po vseh plateh skratka družbeno angažiran in bo lahko pojasnil in povedal marsikaj zanimivega in tudi, pokomentiral aktualne dogodke, ki se nam pač pletejo in dogajajo v naši državi, pa tudi širše. Pa če pričnem zdaj z tistim prvim delom morda, ki bi morda kaj pojasnil naš gost, je Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, je takrat današnja Fakulteta za družbene vede. Skratka, tu je tista neki inkubator, ki je takrat gradil kadre, ki so prevzemali pomembne, tako politične, kot tudi nekateri tudi v gospodarstvu pomembne vloge. Pa kako bi zdaj morda opisal tisti del svojega študija, fakulteto kot tako, je dala dovolj oprijemljivega in koristnega znanja za nadaljnje delo? Najprej vsem dober dan in seveda tudi vam. Prvo bi se jaz ogradil okrog tistega eminentnosti, ki jaz sem bolj skromen človek, preprost, ordinary man, tako da se zahvaljujem za oznako, ampak mislim, da ni čisto točna. Kar pa se tiče FSPN-ja, sedanjega FDV-ja, je po moje to bila izredno dobra fakulteta, mislim, da je še tudi zdaj kvalitetna, čeprav imajo nekateri s tem probleme. Tu je pač bil sociologija, novinarstvo in politologijo. Jaz osebno sem študiral prvo novinarstvo in politologijo, kasneje samo politologijo. V bistvu sem šel v Ljubljano, včasih je bilo drugače, ker delam zdaj v izobraževanju. Jaz sem končal srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu in sem šel v Ljubljano se bolj, da rečem, po Koroško zafrkavati. Če bo šlo, ampak ko sem videl, da se je dalo študirati, smo študirali, imel sem izredne profesorje, že nekatere pokojne Bibiča, Južniča, Jermana, Franeta, recimo izjemnih nekaj, bi jih lahko kar naštel, ker mislim, da smo se zelo veliko naučili. In ker mi je študij sorazmerno dobro šel, sem v 4. letniku, če ne bo odveč, bi moral iti študirati, nas je ostalo, kar bi rekel, moji vsej, so študenti zelo prominentni, recimo pokojni Danilo Slivnik, ene 5 nas je ostalo v 4. letniku, potem Ada Slivnikova, naša veleposlanica v Moskvi, prejšnja na Slovaškem, dr. Komac in tako dalje. Vsi so šli v diplomacijo, tudi jaz bi moral iti v Beograd študirati, ampak zaradi določenih razlogov sem pač ostal
na Koroškem. Skratka, če to povzamemo, dobra popotnica, dobra naložba je bila ta, bi rekel, fakulteta, skratka, kot ste pa že omenili, tudi kadri oziroma vaši soštudenti, če tako rečem, so delali kariere, pa tudi vam je bila, bi rekel, odprta pot za kariero, ampak pač vsako bere svojo življenjsko pot. Zdaj, v bistvu vi ste po tem študiju na nek način bil v vlogi pedagoga. Poučeval ste na srednji ekonomski šoli v Slovenj Gradcu. To je tudi neka svojevrstna izkušnja. Bil ste kot pedagog, ker pedagog ni samo tisto podajanje znanja pa ocenjevanje, ampak je tudi nekaj več, je tudi poslanstvo, kot radi rečemo. Absolutno. No, najprej po fakulteti sem bil za zelo kratek čas, tako ste že omenili, domnevno najmlajši direktor v Jugoslaviji. In so me tudi hitro zamenjali z nekimi tu na storitvah na Ravnah, to je bilo čez 50 ljudi, tudi smo kar dobro ostali. Zamenjali so me iz določenih razlogov, že takrat, čeprav sem bil sam član Zveze komunistov, češ, da sem malo politično sumljiv tudi. Nekdo si je namislil, če ni to odveč, da sem hodil celo na teološko fakulteto, čeprav še niti izstopil nisem na tisto teološko fakulteto in tako dalje in tako naprej. Takrat je pač imela tako imenovani občinski komitej, takrat je bila skupna občina Ravne, torej do Mežica, Črna, Prevalje skupaj. In šele kasneje potem, skratka sem imel kar nekaj časa, skoraj 9 mesecev ali leto dni sem bil brezposeln, kajti na Koroškem to je bilo konec 70-ih let, ni bilo variante, da dobim službo, ker smo se kregali na sodišču itd. Tudi novinarji so prišli in to je bilo kar zanimivo. Ampak ni to namen današnji. Ja, pa je, mislim, da je to kar zanimiva zgodba, ker samo po sebi bi rekel manj poznana in seveda je fino, da jo malo bolj podrobno opišete ali pa ste jo predstavili z ozirom na to, da nekateri vemo, da želijo predstaviti, da tisti, ki je bil član Zveze komunistov, da mu je bilo kar poslano vse samo po sebi. To sploh ni bilo res. Po tem, kar sem jaz doživljal v 70-ih, 80-ih letih, je glavna opozicija, kar bo za nekatere čudno se mi zdelo, bila znotraj Zveze komunistov. So bili komunisti, ampak znotraj Zveze komunistov se je bil boj. Vse to je podoben boj bil tudi na ruskem področju med posameznimi frakcijami, menševiki, bolševiki in tako dalje. Tako da to ni kaj čudnega, ker se danes nekateri tolčejo po prsi, kako so samo oni vodili zadeve, osamosvojitve in tako dalje. Jaz mislim, da se je dogajalo vretje že prej, če vzamemo Kavčiča in tako dalje, znotraj same Zveze komunistov. Ampak tu jaz zdaj nisem kompetenten, da bi to govoril. No, torej, po tistem sem pa sem šel v Mariboru, sem dobil službo in sem učil na srednji šoli v Mariboru. Tu moram pa še spet reči, na kar je bil v Slovenj Gradcu pokojni podravnatelj je bil neki Mavrič, Mariborčan. In se mi zdi kot zanimiva anekdota in je izvedel, da sem v Mariboru, on je pa rabil ravno profesorja za te predmete. In ta Mariborčan v Brk Korošcem je mene zaposlil v Slovenj Gradcu. Najboljša je ta njegova, recimo, formulacija, ko je izvedel, da imam neke politične probleme, pa rekel, kaj mene briga te lokalne politične zdrahe, ti boš delal tu pri meni in sem delal. In potem sem pač bil profesor dolga leta tam. Pa če morda še, to mislim zanimivo, mislim pa ena taka dokaj poučna izkušnja, ki pa samo po sebi bi rekel to delo z dijaki, kot že rečeno, je svojevrstno poslanstvo. Skratka, kako ste vi to doživljali? Ste tudi po tej plati je bilo treba čas pač biti tudi v vlogi tistega, ki je tudi kaj izven šole urejal, ali so bile to samo šolske dejavnosti ali kakorkoli. Ne. Jaz sem najprej učil samoupravljanje s temelji marksizma, kasneje sociologijo, celo psihologijo, prav in tako dalje, tam, kjer nisem tak strokovnjak, tega sem se moral kar prej pripravljati. Ampak odnos do dijakov do mene in moj odnos do njih je bil
vedno ambivalentni. Mi smo poskušali tudi imeti poskušal sem na drugačen način imeti ne samo ure, tudi odnos. Ker to ni samo izobraževanje, to je tudi recimo odnos med profesorji in dijaki, je tudi odnos vzgoje in drugega. Ni dovolj, kaj jim govoriš, pokaži svojimi dejanji. In mislim, da, dobro, tudi nekateri me niso marili, kar je človeško normalno, ampak mislim, da smo imeli dobre odnose, upam, da sem jim dal neko, ker kot ste rekli, to je biti učitelj, to je poslanstvo. Tako je nekaj, zame je zdravnik biti poslanstvo. Tudi od policaja pričakujem, da bo policaj, da bo pošten, ne pa da se zgodi kaj obratno. In enako od profesorjev in zdravnikov itd. To je nekaj poklicev, ki imajo svojo moč, z njimi lahko tudi manipuliraš z dijaki, ampak ne dolgo, ker oni te pogruntajo. Vi, kot rečeno, imate izkušnje kot pedagog in v tistem obdobju je potem sledilo tudi usmerjeno izobraževanje. Imate vi kakšno mnenje o usmerjenem izobraževanju, ker zdaj nekateri pač želijo prikazati, da je bila to ena velika napaka ali je imelo tudi kakšne pozitivne stvari to usmerjeno izobraževanje. Kako bi vi to ocenili? Zdaj z distance, pa tudi že takrat mislim, da je bilo določeno usmerjeno izobraževanje res napaka. Tudi recimo, da imajo, naj mi oprostijo, strojni ključavničar isto ur sociologije kot ali pa ne vem česa, kot pa eden na gimnaziji, je malo smešno. Kaj ti gre za neke poklice, ki so bolj ročni, nekatere, ki so bolj, bom rekel, intelektualni. In usmerjeno izobraževanje je poskušalo narediti dati vse dijaki na isti ali pa podoben nivo. In mislim, da to ni uspelo. Tudi danes se vidi, kaj ti če pogledate, gospod Jurek, pogledajte, katere poklici manjkajo. Posebej poklici, ki so ročni in so zelo dobro plačani zdaj. In ker je bilo vse to usmerjeno, vsi bomo enaki, vsakdo ne študira, to je zelo vprašljivo. No, skratka, takrat je poznano, da je bila pač zadeva tako utemeljevana, da je treba dati eno splošno širšo, bi rekel, razgledanost ljudem, potem pa, bi rekel, ostale poklice se bojo pa itak specializirali, no, v tem smislu nekaj, ampak to sem vas namenoma vprašal z ozirom na to, da je kar dostikrat slišati, bi rekel, različna mnenja, redki so tisti, ki zagovarjajo usmerjeno izobraževanje, da je bilo dobro, no. No, naslednja zadeva, ki se vas je pa zelo dotaknila ali pa lahko rečem celo, da v bistvu vas napravila najbolj prepoznavnega, je, bi rekel, direktorovanje v Ljudski univerzi javnega zavoda ravno na Koroškem. Pa z ozirom na to, da je ta zadeva vas napravila, bi rekel, prepoznavnega, pa če bi morda tudi, ker tudi tu ima, bi rekel, tudi ta kariera ali pa ta del ima neko eno svoje vrstno izkušnjo. Vse je v neko obdobje, ko je Ljudska univerza delala, kot se temu reče, s polno paro, pa danes, ki so neki drugačni časi, pa mi morda to opisal. No, ko sem jaz prišel konec 90-ih let naravne v Ljudsko univerzo, je to bila zelo v redu ustanova. Imeli smo zelo močne programe. Takrat je še ogromno ljudi študiralo. Kar moram tudi za časa socializma, pa tudi kasneje, moram priznati, da so veliko podjetja financirala, štipendirala svoje ljudi, kar se danes praktično ne dogaja. Danes tu je pa res skoraj preveč ekstremno liberalno na trgu, sam si plači in tako dalje. Zato je veliko manj tudi dijakov, študentov. Bili smo izredno močni v Koroški regiji. Tudi konec koncev je tu pri nas končalo študij, poučevanje, vse te stopnje med 10 in 20 tisoč ljudi. To ni zanemarljivo z diplomami. In tu je šlo od osnovne šole, še danes je kar precej ljudi, ki nimajo osnovne šole, potem srednja šola, ekonomska, imeli smo ogromen vpis. Veliko ljudi je hodilo, potem smo imeli fakultete, fakulteta za upravo v Ljubljani, to se je malo nasitlo, potem tudi strojna fakulteta smo imeli oddelek. In nasplošno Ljudska univerza je, bom rekel, zelo dobro delali smo na Koroškem. Tu smo bili zelo močni finančno in drugače. No, danes je krepko drugače.
danes za denarja za študij pri posamezniki. Tisti, ki bi potrebovali, so določeno pauperizirani, revni in niti ne morejo plačevati. Nihče jim ne plačuje. Tam preko zavoda se kaj dogaja, pa še tam je večkrat vprašljivo, tudi veliko naših bivših dijakov je zadnja leta, žal, tako je stanje na Koroškem, šlo delati v Avstrijo, tam, bom rekel, so prekinili študij ali pa izobraževanje in delajo pač večinoma najtežja dela v Avstriji. Za solidn denar, za koroške razmere, ampak zelo težka dela. Ali bi lahko tudi to tako opredelili? Nekoč v nekih nedavnih časih je bilo pomembno, bi rekel, sama izobrazba sama po sebi je prinesla že delovno mesto in to boljše delovno mesto. Danes v teh časih tržnega liberalizma je pa v bistvu sama formalna izobrazba, saj v gospodarstvu ni toliko v ospredju in je bolj pomembno, bi rekel, angažiranje, pripravljenost za delo in pripravljenost za osvajanje novih znanj. In ta del, bi rekel, morda tudi rekel, sam po sebi ne stimulira, da bi se ljudje izobraževali. Se zelo strinjam. Danes v bistvu za ta dela, ki so na trgu, v bistvu ni treba imeti izobrazbe. Žal, jaz moram to kot izobraževalec povedati. Prej ste omenili, zelo se strinjam, da je treba dati ljudem eno splošno izobrazbo. To je odlično. Ampak danes v bistvu rabimo največ ljudi na Koroškem. Se vidite, da večina mladih odhaja ven in tako dalje, ker ni tistih delovnih mest z, bi rekel, z nadgradnjo, z dodano vrednostjo. Temveč so ta enostavna fizična in tako dalje dela. In tu pač, poglejte, po enem podatku, recimo sem bral v Angliji, določen časopis Financial Times ne more čitati, ker ga ne razume 93% Angležev. Torej držati ljudi določeno v neznanju in z njimi seveda potem lahko rokovati. No, nekoč je veljala tudi neka taka krilatica, da tisti, ki bere časnik Delo, da mora že nekaj vedeti tudi, da bo razumel vse to, v prid tistemu, da je splošna izobrazba izredno pomembna. Seveda. Kot rečeno, tule ste vi dal ta proces skozi in seveda ste še zmeraj v teh zdaj manj naklonjenih časov za izobraževanje, še zmeraj uspešen direktor Ljudske univerze. To je to zdaj zahtevno, treba imeti posebne pristope. Kako vam to uspeva? Delamo več, manj na teh programih, ki so formalne narave, torej šole, ker je to včasih bolj glavno vodilo. Ogromno študentov je tu pri nas končalo, celo potem na magisterijih, doktoratih in tako dalje, ampak potem manj delamo pa več na programih izven tega. In tudi vse, kar, bom jaz rekel koroško, kar laufa z direktnimi pogovori z določenimi ljudmi, kak tečaj in tako dalje. Potem na evropska sredstva se prijavljamo. Potem občina Ravne, moram pohvaliti, tudi vedno skrbi za svoje upokojence, to delamo za njih, neke projekte od likovnih delavnic do ličenja in te stvari. To je zelo pozitivno. Skratka, na varstvu pri delu smo se na druge stvari bolj orientirali. Dokler bom jaz tu, bo pač tako. Skratka, zadeva vam uspeva in ta dela direktorja v Ljudski univerzi grejo skladno s pričakovanji, rezultati so v okviru pričakovanj in to je seveda več kot pozitivno. Prej sem vas že predstavil, da ste tudi, rekel, mnenjski voditelj in seveda zaradi česa, ker imate, rekel, dovolj širok pogled na družbeno dogajanje in znate tudi, rekel, interpretirati to družbeno dogajanje in seveda ljudje, rekel, te sprejemajo, nekateri z naklonjenostjo, nekateri ste, rekel, nenaklonjeni, seveda takšni smo, vsi se vsem ne strinjamo in to je tudi normalno. Vas pa iz tega sprašujem, kako sebe ocenjujete? Ste
realist, pesimist, optimist in kako bi zdaj znotraj tega vas sam sebe definiral, no, zdaj rekel to kot... Torej, ko sem razmišljal enkrat o sebi, ko sem bil mlad, sem bil čisto majhen, sem bil celo ministrant. Ja. Na kar sem bil mlad komunist, na kar sem izstopil iz Zveze komunistov in nekako sem se čutil nekako blizu socialistom, LDS in tako dalje. V bistvu moje glavno vodilo pri moji politični naravnanosti, pa ne samo politični, tudi obči, globalni, kot svetovni nazor, se mi zdi, da ne bom govoril, da je to moja misel, določena misel Daniela Bela, to je ta The End of History, pokojni ameriški sociolog, ki je, tako se mi zdi zame, ki je mojo nagnjenost sem začutil v njegovih besedah. On je zapisal in jaz približno tako poskušam biti tudi v svojem življenju. Kot v ekonomskem smislu sem socialist, pravi on. Ampak to ta ameriški varianta, to ni mišljeno, ta strogi socializem, temveč ena neka socialna država, socialna varnost in tako dalje. V političnem smislu, pravi Daniel Bell, sem liberalec, torej odprtost, pravna država, demokracija, potem tudi razne skupnosti, kot so tudi te homoseksualne sprejemanje, marsičesa. Kajti vsi ljudje se rodimo svobodni in tako dalje. To je ta troedinost ali pa trojnost, ki pol pride v troedinost, kot kulturno, človeško sem pa konzervativec. Torej še vedno verjamem nekako družina, nacionalno slovensko, jaz čutim zelo močno slovensko identiteto in se mi zdi, da jo premalo čutimo. In sem tudi Korošec, se mi zdi, da je to zelo pomembno in tudi v tem smislu, tudi odnosi med ljudmi, tu sem pa konzervativc, ker ni nujno, da je konzervativno tudi slabo, da rečem. No, skratka, če vas povzamem zdaj iz tega, kar ste predstavili, bi lahko tudi rekel, da odgovor ni možen enoznačno definirati, z ozirom na to, da se te stvari prepletajo in bi rekel, odvisno od situacije, tudi ljudje sami posebej, bi rekel, se različno odzivamo in nekoč v nekem trenutku konzervativno, v nekem trenutku liberalno ali pa skratka zadeva je bolj kompleksna, kot pa da bi lahko rekel eno ali drugo. Skratka, tu sem vas vprašal predvsem zaradi tega, ker, kot rečeno, bil ste na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo. Sociologija, samo po sebi ste tudi med ostalim rekel, študiral, pa tudi, prej ste tudi omenil, da ste poučeval tudi sociologijo, psihologijo, pa še kaj. Skratka, te stvari so vam poznane, blizu, pa tudi kot mnenjski voditelj, ko sem vas prej predstavil, tudi v tem smislu, bi vas vprašal, zdaj, sociologija sama po sebi je veda, ki preučuje družbene odnose. To je veda, ki se na nek način napaja iz nekih zgodovinskih spoznanj in pa želi predstaviti, preanalizirati aktualne družbene odnose, pa eventualno tudi kaj napovedati, kaj predstaviti, kaj za prihodnost tu. Ampak zato bi vas zdaj vprašal, kakšna je vaša zdaj ta ocena, pa se usmerimo zdaj na to globalno raven, bi rekel, svet na ta kozmopolitizem, če se tako izrazim, skratka, svet kot globalna vas, kot nekateri rečejo. Kako vi to dojemate, pa ocenjujete vse te odnose, ki se nam dogajajo? Nekateri so rekli, da je 21. stoletje že konec zgodovine, skratka nastopa neke obdobje, ki bo več ali manj obdobje prosperitete, nekih znosnih odnosov in tako naprej. Ampak seveda razmere kažejo zdaj vse nekaj drugega. Rekel, so bili ti v zmoti, ki so to napovedovali, ali je tu samo neka epizoda, ki se bo potem... Kakšno je to vaše mnenje? Moje mnenje je, da skozi zgodovino teče neki fluid, ki v tistem trenutku včasih celo ga nepravilno ocenjujemo. Neka tekoča snov, prava zadeva vedno pride na koncu in šele iz zgodovinske distance lahko ugotoviš, kje si imel prav, kje je narobe. Zato sem jaz zelo previden.
lahko je imeti en nazor in ga strogo zagovarjati v vsaki situaciji. Ko je pa situacija malo drugačna, pa z istim nazorom ne moreš. Moraš malo, to ne gre za en konformizem, moraš biti pa določeno pragmatičen. Marsikaj se je napovedovalo. Nihče pa ni napovedal v 80 letih, da se bo sovjetski imperij razbil. Ki pa so bili takrat sociologi pa filozofi takšne razgradnje, ko se je zgodila 89. leta, to so pisali, ampak ne tako, da se bo to zgodilo. Tako da tudi The End of History so neke simpatične ideje, ampak celo ta je meni ljub, Bell pa še drugi, ampak bomo videli. Kaj hočem povedati? Ta svet zdaj gre v zelo različne smeri. Na eni strani Trumpova Amerika, ki je malo renesansa, na drug način Reagana pa Thatcherja iz Anglije. Po drugi strani Erdogan, diktature, Putin v Sovjetski zvezi in tako dalje. Svet se razvija ne v tisto demokratično smer, vsaj trenutno, temveč ravno obratno, v nek totalitarizem, ki je pa morda ljudem celo všeč. Poglejte v Turčiji, kakšna moč, cela bivša Sovjetska zveza, Rusija je za Putinom. Torej eni narodi, neke celine potrebujejo diktatorje, da rečem tako, ker je bolj sigurno življenje. Demokracija zna biti tudi zelo neugodna in problematična. Kar se pa tiče Donalda Trumpa, pa sem jaz sem levo-sredinski, bi moral ostro udariti po Trumpu, ampak jaz pravim tako, pustimo človeka, da bo naredil, kar bo. Trenutno je naredil edino, da tvita zelo čudno kakšne napake, tudi zdaj z tem severno-korejskim predsednikom, ampak velikih napak še ni naredil. Morda nas bo presenetil. Ne vem, pustimo mu. To je moje mnenje. Skratka, s tem sem hotel končati, svet gre v povsem drugo stran. Evropa, žal, ker smo mi del Evrope, pa se mi zdi, da je dokaj inertna, lenobna, stara, dekadentna. Tega se jaz malo bojim. Zdaj, če še malo to pokomentiramo, vi ste rekel, tu so zdaj močni lideri, močni voditelji in nekateri so, kot da so, opredeljeni za diktatorje, Erdogan, Putin, že kar po neki inerciji. Amerika sama po sebi govori o svoji demokraciji, ki je pač tudi predsedniški sistem. Ampak v vsakem primeru, zdaj, če to izpustimo ven, bomo ocenili, da očitno si ljudje želijo nekih močnih voditeljev, ki bojo jamstvo za neko stabilnost v državi. Ampak to je v bistvu zopet nekaj drugega, ker sočasno, ko vzamemo ta pričakovanja, pa te revolucije, ki so se dogajale na Bližnjem vzhodu, tiste so v bistvu vse neslavno zaključene. Skratka, ta liberalizem, hočem samo to pokomentirati, očitno izgublja. Vsaj v tem trenutku. Morda se je pojavil po nekem drugi obliki. Skratka, naslednja zadeva, ki ste že na nek način omenil, je Evropa. Vi ste že omenil, da je to zadeva bolj, pa ne bom ponavljal, skratka, že sam podatek, sam po sebi je zgovoren, da je Anglija izstopila, oziroma Združeno kraljestvo izstopa, zdaj se tečejo pogajanja. Skratka, tudi znotraj Evropske unije nastajajo določene grupacije, povezovanje višegrajske države višegrajske skupine, potem tu izstopa ven, rečemo zdaj, en Erdogan, ki dokaj konzervativno zadeve postavlja. Sočasno imamo pa izredno močno voditeljico v Nemčiji, Merklovo. Skratka, ta Evropa, kot da se še ni našla. Kako vi to dojemate, pa vidite te razmere v Evropi? Jaz sem bil zelo navdušen, ko smo vstopili v Evropsko unijo, manj v NATO,
In nam je ta Evropska unija tudi marsikaj prinesla, od finančnih sredstev, predvsem mi je pa všeč, če potuješ to, da si član Evropske skupnosti, odprte meje in to, ki pa že zdaj niso več odprte. Tudi odnosi med posameznimi članicami, žal, vemo, da smo mi ena izmed manjših držav, niso primerni, najmočnejši je le tale os, francosko-nemška, posebej nemška. Mi smo zelo navezani tudi na Nemčijo, gospodarsko in tako dalje. Evropska unija je poskuša in bi še morala biti ta protipol Ameriki pa tej vzhodnim variantam Kitajska in tudi pribojujočim si državam tem na vzhodu. Zdaj ne vem, če je ravno najbolj uspeva. In tako kot se je razbila Sovjetska zveza, ki je izgledala zelo trdna, tako kot se je razbila Jugoslavija, ki je izgledala res trdno, tako prej se je še Rimski imperij in drugi, tako kot se stvari zdaj, po moje, odvijajo, je mogoče, da tudi Evropska unija ne bo se obdržala. S tem, da sem za Evropsko unijo zelo, ker so velike prednosti, ta evropska identiteta, ki pa je posebej z nevarno zadevo, ki ste omenili, to Merklov, drugače je dobra voditeljica. Samo tu se je pa, po moje, okrog beguncev in tega se je pa zelo diskreditirala. In kar je najslabše, ni takoj tega priznala. No, ravno s temi begunskim valom, ki smo imeli neko izkušnjo po tej balkanski poti, seveda zdaj je občutek, kot da se je ta begunski val ustavil, v bistvu pa tečejo samo druge poti. Ja. Zdaj gre v bistvu tam na jug Italije, potem pa v smer tule in te tragedije begunske se še zmeraj dogajajo. Zdaj pa seveda mi smo zdaj kot Evropejci, kot civiliziran narod, zelo čustveno gledamo na te stvari, tam se dogajajo tragedije, tam se prikupčevalci z ljudmi, delajo z njimi, človeka nevredne zadeve in tako naprej. Skratka, ampak v bistvu tistega vzroka za begunstvo se na nek način ne odpravlja. V čem imate vi tu kako svojo videnje? Kaj generira to begunstvo? So to geografski razlogi, ali so to ekonomski, ali je to neki politična utisnjenost, ali v čem bi bil najtemelj ali pa generator tega begunskega početja, da se nekdo odloči, se pusti pa gre, v neznano, skratka, velikokrat s tem tudi zaključi svojo življenjsko pot in tako naprej. Ali gre celo tu v tem primeru za neki boj religij, neke usvajanje religij? Tudi te komentarje je možno slišati. Marsikaj. Ja. Torej, jaz, še enkrat poudarjam, kot liberalci in demokrat, bi moral to drugače govoriti. Saj tako, nekateri moji kolegi so mi celo rekli, ampak jaz že od vsega začetka, tako nasplošno po Sokratu, sem velik dvomljivec. Ko se je ta val začel, čeprav kot levičar, bi moral te ljudi zelo sprejeti. Saj nekatere, ki so politični migranti, ki so res v težavah, se mi zdi, da bi države Evrope za njih morali poskrbeti, ne pa na tak način, ko se je zgodil. Je pa ogromno ekonomskih migrantov, večina. In ti, recimo, tudi bral zadnjič, da se je okrog 300 000 Albancev priključilo iz Kosova pa iz Albanije temu valu gor. Ker jih niso ločili, ker to je fiziks in to je podobno, tudi kultura. Skratka, Mutti Merkel je po moje naredila tu ogromno napato s tem welcome. Evropa ni pripravljena. Te dni sem bil v Italiji. Italija poka po šivih z begunci. Zvečer, ko greš ven, bil sem 3 noči smo, zvečer, predvsem muslimani, pa pazite, ne kot rasist, da bi zdaj kaj rasističnega, muslimani, črnci, polna mesta, domačine sem imel tudi kontakte. Če ne reče, morda bo kdo rekel, da so bili to nacionalisti. Oni čutijo to bedo teh ljudi, ampak to je neznosno.
tu se mešajo kulture, malo ste omenili tudi religije. Jaz tudi ne pozabim, jaz ne grem takoj vedno, kot se reče, na prvo žogo. Kaj je pokojni Muammar al-Gaddafi dejal, kako bojo enkrat oni prevzeli Evropo na miren način, islam. Ne rečem, da je to tako možno, ampak glede na število prebivalstva, domačega in števila, ki so zdaj tu, v teh, bil sem v krajih, Monfalcone, Pordenone, Udine, vidim, pa to je polno tujcev. Tu ne vem, če je dobro za hodijo. Mene nišče ni maltretiral, slišal sem tudi maltretirajo, beračijo. Vsi so, človeko je neugodno, ki ima, da on mu ne da, ki je bogi se. Ampak jaz ne vidim tu konca, ne vem, kaj se bo zgodilo. To, kar ste vi sami rekli, na izvoru je treba to razrešiti. Da bojo človeka dostojno življenje imeli, ne pa ta val je še zadaj, po enih ocenah 36 milijonov. No, samo morda samo en podatek še, ki ga v to komponirajo, rekel, ko pravite, predsednica Nemčije Merklova je tu naredila napako, sočasno pa neke simulacije, ki jih delajo, kažejo, da bojo leta 2020-2022 v Nemčiji konkretno primanjkovalo 5 milijonov delovne sile. Skratka, tu je tudi odzadaj verjetno neka spodbuda teh raznih gospodarskih družb pa korporacij, da pač pridobi neko to je eden od razlogov. Poceni delovno silo. To je eden od razlogov, samo isto pa trkajo ljudje iz bivše vzhodne Evrope. Za Nemčijo je veliko lažje, naj mi oprostijo, da bom tu te narode delil, ampak recimo Poljaki, Ukrajince še ne spustijo, velika brezposelnost, sposobni delavci lahko. Tako da jaz mislim, da je to točno kapital zahteva to, ampak ne vem, če je to prava pot. Dobro, tu smo takole malo površinsko zadevo, ampak seveda tu se dotika slehernega od nas in enostavno ni možno mimo tega. Država Slovenija se sama po sebi pač odzivala tako, kot se je. Mi smo zdaj na koncu, ko je zadeva že skoraj ta balkanska pot se ustavila, smo še pa mi žično ograjo naredili takrat, dokler, ko bi pa lahko bila, smo bili pa, kot da smo vsi proti. Skratka, zadeva je včas jo težko razumeš, ampak tako se pač dogajajo stvari. In država Slovenija sama po sebi, kot ste rekel, ljubimo svojo Slovenijo, jo imamo radi neizmerno in ne vem kaj. Sočasno pa, kot da smo v tej naši državi razdvojeni še zmeraj na tistem drugi svetovni vojni, med NOB pa po vojnem dogajanju in to, kot da je to neka zadeva, ki se je pač ne moremo utresti, ne glede na to, koliko hočemo z raznimi spravnimi dejanji zadeve pomiriti. Ampak tisti, ki to generirajo, ta razdor, pa očitno vedno znova in zelo močno ta čustveni naboj izpostavlja in smo zopet tam nekje. Kako vi to dojemate, kako vi to ocenjujete, to razdvojeno znotraj je Moram bom malo pristransko povedal, torej jaz sem povedal, da sem bil v LDS in tudi sem imel kar neke funkcije. In zdelo se mi je, da takrat, ko je bila LDS, da je Slovenija zelo napredovala, ko je vladala Drnovšek, Rop in še prej. LDS, zakaj? Vse je šlo na boljše, tako zadnja leta socializma, vedno je šlo na boljše. Po svetovni krizi in vladi Janeza Janše, tam, ki naša vlada ni začutila svetovne krize, pa gre vse dokaj navzdol. Čeprav zdaj se spet popira. Torej, kaj se mi je zdelo dobro v LDS? 3 LDS-ovci, 5 mnenj. Ni bilo enotnega mnenja. To je včasih zelo dobro. S tem se razvija zadeva, se razumemo. Kaj pa hočem reči? Okrog
tega. Torej nimamo enotnega mnenja. To je meni čisto redo. Mene sploh ne moti, če kdo je desničar, levičar, to mene sploh ne moti. Moti me pa ekstremne ideje. Kaj? Ko ste omenili, domobranci, partizani. Jaz sem na strani partizanstva. Absolutno so bili zame domobranci izdajalci, ki so sodelovali z okupatorjem, in zdaj prikrojevati zgodovino se mi zdi katastrofalno. Seveda pa moram povedati, da po vojni se je dogajalo pa marsikaj, posebej prvih 5 let, ko so ljudi nekritično zapirali, morda celo ubijali zaradi banalnih vzrokov, če so bili na nepravi strani. Absolutno se od tega distanciram. Tisto pa tudi ne pustim, da mi partizanstvo onesnažijo. In tudi marsikaj ni bilo v redu v socializmu, da pa je bilo vse najslabše, pa to, tako kot zdaj slišim, mi je pa katastrofalno. Žal moram reči, jaz bi lahko bil v marsikaki stranki, zdaj trenutno nisem politik, lahko to rečem. Trenutno nisem nikjer, že kar nekaj časa, nobeni stranki, ampak sigurno pa ni mogel biti v stranki, naprimer SDS. Čeprav je tam tudi nekaj zanimivih ljudi, jih poznam. Janeza Janše, ker tako pljuvanje, potem negativno vzdušje, predvsem negativno vzdušje in spet odpiranje teh tradicionalnih tem, domobranci, partizani, pa to v tem sodobnem času, ko ljudje hočejo čisto nekaj drugega, predvsem mladi, se mi zdi odveč. Predvsem pa je to večkrat primitivno in prostaško, ko sledim. Zato se to danes tudi, kar ni bilo treba, se ugrajujemo tega. Te stranke ne bi jaz mogel biti član. No, to je, spoštujem, to je vaše mnenje in seveda imajo ljudje, nekateri so pa goreči pristaši te stranke. Skratka, to je vedno nevarno. Če kdo preveč goreč, se malo vpraša v njem. Ja. Ker če že, poglejte, goreč, tu se moram pa spet pohvaliti papeža. Papež je rekel, da so nekateri ateisti lahko boljši kot pa verniki. In če si goreč, bodi v dobrodelnosti, ne pa v skrajnih idejah. Jaz sem tudi proti skrajnim levim idejam, so mi nekatere izjemno, da ne rečem, odvratne in čudne. Revolucija pa to, ne vem kaj, potem pa tako arabska pomlad, pa vse razbi. Zdaj sem že konzervativc bolj. Ne? No, da ne bi midva čisto ostali samo tam, bi rekel, zdaj morda še ena blaga ocena aktualne vlade. Zdaj v bistvu zadeva je že v fazi, ko se počasi zaključuje mandat, da lahko tudi po tej plati kaj damo kakšno oceno, pa rekel, kako smo to doživljali, to vladanje. In po nekaterih namenoma izpostavljam pač tisto, kar je pač, ne zdaj boste vi svoje mnenje povedali, ampak izpostavljam predvsem, včasih je občutek, da v tej vladi pač stvari ne grejo tako, kot si državljani želimo. Predvsem bi izpostavil vsaj 2 zadevi, no, da ne bi vsega razčlenjali, ampak to je, enkrat je z zdravstvom te vladi zadeve pač ne grejo, zadeve, kot da je tu večen zastoj, veliko najav, potem pa malo od tega realiziranega, potem pa tudi na področju infrastrukture. In tudi te stvari se tako dogajajo, da se v tem mandatu ničesar ne bo dogodilo, ampak tudi tisto, kar se enkrat je stališče, bi rekel, popolnoma takšno, kot da se nič ne bo na nekem področju zgodilo, potem se hitro prikliče. Skratka, občutek je, kot da se vlada prilagaja bolj javnemu mnenju, kot pa da vlada. No, to. Torej, imel sem, bom rekel, hvala Bogu, srečo, da sem kar potoval veliko po svetu. In v katerikoli državi sem bil, vlada ni dobro funkcionirala. Ljudje so bili proti vladi. Skoraj se ni zgodilo kje, da bi rekli fantastična vlada. Skratka, vsaka vlada slabo vlada. Izvršilna oblast je pač najbolj taka problematična. Pri nas je tudi morda parlamentarna, večkrat čudni zakoni, v sodni pa vsi govorijo, da sodna veja ne deluje. Skratka, mi smo, kar je pozitivno, moramo biti kritični. Kar se mene osebno tiče, se mi zdi, da jaz
v nekem smislu stojim za to vlado, za dr. Cerarjem, ker ima neke rezultate. Ne samo na področju brezposelnosti, tudi bruto dohodka. Vem, da je to pogojeno tudi s svetovno in evropsko situacijo. Stojim in verjamem, da poskuša pozitivno. Jaz verjamem dr. Cerarju, da poskuša pozitivno in tudi deluje pozitivno, ne jamra, kot je zapisal. V ekipi, pa žal moram reči, ker ne moramo povedati, ima zame katastrofalne nekatere ministrice, posebej ženska kvota, mislim, ne bi zdaj konkretno tu, ker tudi ne poznam teh stvari, moram nekaj zelo dobrih ministrov in nekaj tudi povprečnih. Tako da jaz stojim za to vlado, naj bo pozitivna. Zdaj bom pa še dodal, ker sem bil prej kritičen do Janše. Med leti 2004 in 2008 sem jaz tako navijal za Janšev, ne za Janšev vlado, ampak za Slovenijo, da bi ljudje fajn živeli. Meni je čisto eno, če Janša in prva vlada ta njegova ni tako slabo delala, kasneje se mi zdi druga, ko je tudi morala iti, je bila slabša. Skratka, meni je za Slovenijo, da bo Slovenija dobro stala. Kajti, če boste vi dobro stali, pa moji sosedi, koliko toliko solidno zaslužili, bom tudi jaz zadovoljen, verjetno kaj me od tega. Torej, verjamem, da bo ta vlada še kaj naredila. Stojim za njo še enkrat. Zdaj, če mi dva priskočimo zdaj tudi vlado, pa gremo zdaj na ta lokalni nivo. Lokalna skupnost, samo po sebi imate izkušnje, bil ste svetnik občine Ravne Prevalje, skratka, doživljate to Koroško takšno, kot je, jo poznate od Dravske doline, Mislinjske, Mežiške, skratka po vseh teh zadevah. Pa bi vam postavil vprašanje, ali mislite, da je tu na tem Koroškem ena tista potrebna enotnost, ki se rabi, da potem lahko tudi neke projekte realiziramo, ali je ta povezava bolj ohlapna, so bolj, bi rekel, tudi doline same posebej zaradi geografskih značilnosti bolj povezane kot pa Koroška cela, ki bi naj kot regija dihala ali pa kot pokrajina. Vse ste mi že sugerirali odgovor. Žal, Koroška, kaj mene moti? Žal, pri tistih krucialnih, bistvenih, eksistenčnih problemih bi morali skupaj stati. Pa še pri teh bistvenih vidite zadnje, bodisi odnos med Mislinjsko in Mežiško dolino okrog ceste, bodisi znotraj Mežiške doline, tisto že toliko prežvečeno, ampak 5 praktično komunalnih podjetij. To so zelo čudne zadeve. To, kar najbolj zadeva ljudi. Človek je bitje interesa. Izvolili smo župane in svete in te naše predstavnike, tiste, ki smo mislili, da so najboljši. Bodisi, da smo mislili, da smo najboljše izbrali, bodisi, da smo proti komu glasovali, tudi to je možno, bodisi za kakšne ideje, več variant je, zakaj glasuješ. In ti ljudje morajo nekako v krucialnih zadevah Koroško popeljati naprej. Zdi se mi, da je tu še vedno zelo švoh. Jaz osebno, kar so mi zelo tudi učitelji, jaz sem Prevaljčan, ki delam na Ravnah, pa ne zaradi tega, še nisem delal na Ravnah, sem bil za skupno občino Prevalje Ravne, za somestje. Mi bi bili, če vas ne moti, kar sem hotel povedati, mi bi bili ena zelo močno mesto Prevalje Ravne, ki v bistvu je tudi funkcionalno in geografsko zelo povezano. Med 15 in 20 tisoč ljudmi, mestna občina, središče Koroške, zdaj pa vidimo, da smo v kup zadevah med Prevalje in Ravne se ne moramo zmeniti v tistih bistvenih eksistenčnih. Tako da jaz sem za neko povezovanje, da pa je neko nasprotovanje, je pa normalno, kajti tudi znotraj strank mora biti nekaj, potem pač ljudje kupijo, kaj mislijo. No, samo ta razdrobljenost in težnja po zapiranju v neke ozke skupnosti seveda ni nikoli bila dobra in je tudi bolj reakcionarna kot pa progresivna in to bi težko karkoli drugače ocenil. No. In seveda stvari, ki grejo v neko zapiranje, pomeni pač nek konzervativizem, ki ga sami po sebi je lahko samo zaščiten, ampak v tem primeru na teh lokalnih vrtičkih
Mislim, da je vsak tak konzervativizem odveč. No, tako bi. Jaz imam zelo rad Koroško, vem pa, da je tudi za cela Slovenija se podobno počuti trenutno v odnosu do Ljubljane kot Koroška. Čeprav Koroška je še posebej tu izpostavljena. Kajti večjega centralizma, kot je trenutno, se mi zdi, že dolga leta ni bo. Zdaj pa, jaz še enkrat ponavljam, ker mi je kolega iz Afrikancije pa nekaj o tem tudi rekel. Je rekel, Marka Twaina je repliciral, je rekel, ko bo napočil konec sveta, bi bil pa rad na Koroškem, smo pa rekli, kak? Je rekel, ja, ker vi Korošci ste 20 let za časom. To sem se jaz razjezil, čeprav mi je ideja vidsko tak. Koroška je zelo progresivna po nekaterih stvarih. Zelo sposobni ljudje, samo ogromno jih je šlo ven in drugi morajo spet, da pridejo, nihče ni prerok v lastnem okolju. To je prvo. Drugo pa neka trma, recimo Koroška. Jaz imam zelo rad neko trmo. Ne pa trmo, zdaj se meni dvakrat zgodilo s kolegi, da smo si skregali, ker sem opazil kako napako, zdaj sem tu jaz tek postavil. Pri njih pa sem človeka opozoril, na kar je on jezen name. Trma bi rekel, v nesposobnosti, v neumnosti. Bodi trma, skolavfaš 8 kilometrov, pa kaj sem pa tudi ti naši športniki. Tam bodi trma s pravimi argumenti. In se tisto ni res, Koroška je zelo progresivna. In tako pravi naš kolega, nad 500-600 metri, to je najlepša dežela na Slovenskem. No, pa dajmo midva tole zadevo takole s tem, da je Koroška najlepša deželica v najlepši državi, tudi strniti najin pogovor. In spoštovani Franc Juričan, hvala, da ste se udeležil v oddaji Detektor in bil naš gost. Skratka, bil ste zelo zanimiv. Še enkrat hvala za vaše odgovore, za vaše komentarje. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, vam pa hvala za pozornost in nasvidenje.